S spremembo zakona o voznikih imetniki vozniškega dovoljenja B kategorije od 1. junija 2022 z minimalno 6 urami v šoli vožnje lahko vozijo motocikel s prostornino motorja do 125 kubičnih centimetrov. Če mi obvladujemo osebni avtomobil, to ne pomeni, da obvladujemo tudi motor. Motor ima svoje specifike, že v štartu pa se moramo zavedati, da je prioritetna naloga vsakega voznika prepoznavanje nekih nevarnih situacij. Nekdo, ki je mogoče v otroštvu izkusil Tomos na prestave, mogoče bo prestopil zdaj na motocikel s prestavami. Nekdo, ki je pa mogoče čisti avtomobilist, navajen celo avtomatika z avtomobila, si predstavljam, da bo šel ekskluzivno na variomat, torej brez prestavljanja. Interes v prvem obdobju je bil kar velik, saj je bilo v prvih 3 mesecih, od 1. junija pa do 31. avgusta, okoli 3000 teh vpisov za škodo 125. Usposabljanja nikakor ne gre jemati na lahek način. Tudi pri 125 kubikih gre za običajno motorno kolo z mečno nižjo zmogljivostjo pogonskega agregata, pasti so pa popolnoma enake. Odgovornost in kandidata in učitelja vožnje pa je, da ugotovita, ali je potrebno še kakšna ura dodatnega znanja in skupaj ocenita z učiteljem vožnje, da lahko opravita še kakšno dodatno uro ali ne. Tudi če se mi v teh 6 urah v šoli vožnje naučimo voziti, uporabljati to motorno kolo, to ne pomeni, da ga znamo obvladovati. Agencija za varnost prometa tukaj ugotavlja, da je priporočilo učitelja vožnje zelo pomembno, kajti učitelj vožnje, če priporoča še kakšno uro vožnje, potem on ve, da poskrbi s tem za lastno varnost kandidata in pa za vse ostale udeležence v prometu. Zato je tudi voznikom motociklov na voljo zelo uporabna aplikacija Drive. Uporabniki, ki začnejo uporabljati aplikacijo, potem jo uporabljajo vedno bolj in tudi za namen čisto spremljave svoje vožnje, ker aplikacija nudi čisto tak kvantitativno povratno informacijo, ki je prišlo do prekoračitev hitrosti, naglih pospeševanj, zaviranj in temu rečemo, da predstavlja enega takega digitalnega inštruktorja vožnje. V avtomobilu smo sproščeni, vozimo, na motorju pa to tudi nekaj drugače. Agencija za varnost v prometu vedno poudarja, naj vsi udeleženci v prometu upoštevajo vsa pravila, ki veljajo za varnost v prometu. To moramo biti še toliko bolj skoncentrirani kot avtomobilu, motor pač enostavno ne dopušča napak. Novopečeni motociklisti imajo celo vrsto vprašanj. Vprašanja so zelo različna, včasih celo presenetljiva, glede na to, da ne gre za tradicionalne motoriste. Gre pač za avtomobiliste, ki bi si radi najdeli en pameten način osebnega prevoza, kar motor klase 125 zagotovo je. Vsak motorist mora vsaj približno vedeti, kje so limiti njegovega motorja in pri nagibih, in pri zaviranju, in pri pospeševanju. Zakaj? Zato, da bo na cesti vozil sproščeno, vedel, da ima rezervo, da če se stvar zakomplicira, lahko tudi še kaj naredi. Cilj je enak, torej izboljšanje prometne varnosti, tako da vsekakor bomo delali v tej smeri, v okviru podatkov, sodelovali z različnimi institucijami, da tako pripomoremo k izboljšanju prometne varnosti. Prav prometna varnost mora biti v ospredju vsakega posameznika, udeleženca v prometu. Jaz sem prepričan, da tudi v teh 6 urah se bo vsak naučil voziti motorno kolo. Sem prepričan v to. Nekateri, ki bodo imeli menjalnik, se bodo tudi te stvari naučili. Nikakor pa se v teh 6 urah nobeden ne bo naučil obvladovati tega motorja. Aplikacija res prinaša čisto tak dodaten pogled v način vožnje in na ta način lahko uporabnik vidi, ki ponuja nekako digitalno samorefleksijo in na ta način spodbuja k varnejši vožnji. Vsi udeleženci v prometu morajo upoštevati vsa pravila o varnosti v prometu. Kdor je na javni cesti in na cesti, kjer se odvija promet, tudi tam, kjer je več udeležencev v prometu, mora poskrbeti najprej za svojo lastno varnost. To pa pomeni, če poskrbi za svojo lastno varnost, sigurno poskrbi tudi za varnost nekoga drugega. Imamo tle treninge za vse možne kategorije, med temi kategorijami je tudi koda 125, kjer se pač lahko motoristi naučijo teh velin obvladovanja motornega kolesa. In lahko samo rečem, dobrodošli, pa dajmo to narediti za sebe in za svojo varnost in tudi varnost ostalih udeležencev.